Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. Nekoč smo bili mladi in lepi, zdaj smo samo še lepi. Obrazi nam žarijo, kot da iz notranjosti, iz naših src seva neka prijetna svetloba, ki nas dela lepe. Žal se ne zavedamo, koliko lepote je v nas, kljub letom in boleznim. Sedaj imamo končno čas, da živimo. Okušamo in z veseljem uživamo sadove svojega preteklega dela. Ta čas je kot jesen, ko pobiramo sadove zemlje, okusne in bogate sadeže. V jeseni življenja postajamo zreli in lepi sadeži, ki jih lahko delimo mladim, ki iščejo duhovno lepoto. Ta ne razočara, temveč nahrani srce. Je v svoji novi knjigi Lepo je biti star zapisal znameniti jezuitski pater iz slovenske jezuitske province, pater dr. Jože Roblek. Dobrodošli, pater Jože, spet po dolgem času v naši družbi. Resnično sem vesel, ko sem prebiral in se pripravljal na ta najin pogovor, kako lepo ste opisali vaše življenje v zavodu svete Terezije, v domu za ostarele Videm Dobrepolje, ne? Bravo, Dobrepolje, ja. Tam je vse dobro. In zemlja in ljudje. Naj vas najprej vprašam, koliko pomembno je danes govoriti o staranju, ko se svet trudi tako rekoč na vsakem koraku bežati in odrivati te misli? No, jaz bi ne toliko govoriti, kot pričevati. Pričevanje je najboljša govorica. Če vidijo ljudje starega, recimo jaz sem precej že star, 86 grem in kamor pride, pravi, da vi ste tako vesel človek, ne? A vam starost nič ne škoduje, se kot nasprotno. Jaz sem zdaj svoboden, kako nisem bil toliko svoboden, sem zdaj. Ja, lahko pojem, prepevam, pišem, pogovarjam se z ljudmi, mašujem, z njim sem, smo eno z njim. In oni so veselijo meni, jaz se njih veselim, z njim klepetam, jem, jokam z njimi, hodim po sobah, ko jih mazdilam, ko jih pobožam, vsak je tako vesel, pater, še pridite. Tako je bilo lepo, da ste malo prišel k meni, v domu. Tako pa, potem ne vem, kdo bolj koga razveseli, oni meni ali jaz njih. Tako čutim, kako je Bog veselje. V teh obrazih jaz pravim, kako v obeh žari neko veselje, z obeh prihaja nekaj božjega, božanskega. Nekaj je to, kar je za človek ustvarjen, za veselje. Večno veselje že zdaj okušamo. Zato jaz verjam, da mi zadnjič prišel na misel, če se rojevamo za ta svet v porodnišnicah, pravzaprav domovi so porodnišnica za novo življenje, za novo nebo. Res, jaz sem tako spremljal ljudi, recimo, tudi v knjigi opisujem enega, ko sem ga spremljal, ko umiral. Ja, to je bilo, jaz sem nisem, a je že on nebesih, ali sva oba skupaj nebesih. Eni tako lepo umirajo, spremeni se obraz, ta lepota. Jaz sem rekel, Gospod, kako si ti velik. Vidiš, polno življenje šele zdaj prihaja, tako zorimo, telesno do 50, potem pa se tudi malo v knjigi opiše, drugo obdobje pa duhovno zorenje, vedno bolj si svoboden, vedno bolj si odprt, vedno bolj prihaja nove stvari, nepričakovane. Kako ta materialni svet, moje telo ne hira, duh se pa bogati. Kot da je prej rast telesa, pa je pa rast duha. Postavimo modri, potem modrost, potem tako modrost je pa nekaj božjega, nekaj, kar te je dano. Ja. In zato vsi pričakujejo od nas neko modrost. Naša hiša je polna modrosti, samo malo ljudi hoče slišati to modrost. Bova sedaj to malo razdelala. Najprej nam povejte, kaj pomeni pravzaprav duhovnik v domu za ostarele, še posebej tako kot vi, ki živite skupaj s temi oskrbovanci, sedaj že skoraj 3 leta. Duhovnik pomeni zelo veliko njim. Sploh ne mogo verjeti. Recimo, mi imamo kapelo, tako sprejme 25 ljudi. Recimo, včeraj, v teh kakšnih danih toliko pride, da moramo odpreti harmoniko in da se potem tja usedejo. In to je tako lepo biti z njim. Jaz rad pojem, oni pojejo radi, božične pesmi, recimo, zdaj še vedno pojemo, radi pojejo. Potem pa se pogovarjamo, jaz jih malo vprašam, če ste kaj razumeli, kakšen stav jim razložim,
potem pa jih povabim, ne, da kaj povedo, čisto po domače, veš. In to je toliko pritegne, oni so tisto uro, 3/4 ure, ko traja ponavadi, ne, tako srečni. Torej, duhovnik je tam tudi neki animator za te ljudi. Zelo duhovnik je. In povezovalec. Ja, on razlaga Božje besede, ampak tako po njihovo, ne. Jaz sem ne razlagam neko teologijo. Ja, jaz sem enostavno, kaj sem, zdaj je bilo neko telo, ne, pač Jezus je postal telo, je prizel telo, vidite, kako imamo pa lepo telo, ne. Ja, pa v tem telesu nekaj dan rečeno, da pribiva Sveti Duh, a ni čudovito, da Bog v našem telesu biva, pa krhko je, vidite, kakšno je, miljivo, in smo svetišče, naše telo, povejte, a vi to verjamete, da je vaš Sveti Duh? Pa vaš je Sveti Duh, vi ste svetišče samega Boga. Ne glede na to, koliko je telo staro, ne? Ni važno to, vi ste svetišče. In vedno bolj postajate svetišče, ne? In zato v svojem telesu slavite Boga. Naj bo staro, mlado, ne? Slavite z gestami. Mi potem pri maši, rečem, zdaj pa dvignemo roke, pri Očenašu, ne? Dvignemo roke pa srca, pa vsi pa zapojemo skupaj, ne? Očenaš, ali pa zdaj pa vsi, zdaj pa kar. Vrnimo se k njemu, ki oče, ki nas pozna, nas ima rad, ne? Kot otroci dvignemo roke, srce odprite, in pa oče naš, vsi dvigne roke, veš. Sedijo, ne, oni se večinoma vsi na vozičkih, ne, ali na sedeži, ne, večinoma, ne, in tako je toliko veselje. Tako da nekako ti oskrbovanci, vaši sostanovalci, od vas kot duhovnika ne pričakujejo samo duhovne oskrbe, ampak tudi neko čisto človeško bližino. Jaz kot človek, če me par dni ni, ja, kje ste pa hodil, pa ste nekako vas ni bilo, pa maše ni bilo, kaj kako hodite, zdaj gremo dosti duhovne vaje, me vabijo na razne duhovne vaje, ne, pa me ni, pa 2 dni, ja, kje ste hodili, tako je bilo žalostno, ker vas ni bilo, recimo to reče. Vas pogrešajo. Ja, pogrešajo, ker jaz v njih čutim enega med njimi, jaz med starimi sem jaz, 86 leto grem, tam so večinoma tam od ene čez 60, nekaj jih že okoli 90, ne, in tako. In to je tako veselje. Ena se je spremenila, sem v krstu, veš, ko sem prišel tja, me je videla, ne, rekla, prosim, da ne boste govorili kaj o cerkvi. Meni, ne. Jaz sem ateistka, nočem nič slišati o cerkvi. V redu, sem ne bom nič govoril o cerkvi, zakaj pa ne? Če me tako vprašali, bom povedal, pa se vedno kaj zanima, pa je tudi v kapelo, kaj to maša, ne, zanima, ko me take velike preko vojaške družine, ne, če bi ne vem, kaj bil on najvišji v Jugoslaviji, so samo potovali, vsi so bili ateisti, ne, in zdaj ona je 78 let stara, in je prišla, dom je pa zato prišla, ki je vedela, da je tako urejen dom, ne zato, ki je krščanski, ona ni hotela nič o tem slišati, ne. In v redu, jaz ne bom čuval, jaz bom sploh, kar mu je to vprašala, ne. Radi vas imajo, ker ste se nekako stopili z njimi. Ja, potem je pa kar prihajajo, začel hoditi v kapelo. Ja, pa je bila opazovala, tako sem govoril to, kar naenkrat, ja, pa je zanimalo to, ni še nič, ker nisem mu nič obhajal. Sem pa prišel mimo, pa sem je naredil križ, to je pa sprejel nekako križ na čelo, tako, ne, vsakako tem dotik, ne. Potem sem pa duhovne vaje imel, posne duhovne vaje na Krku, je šel z nami hoče na te duhovne in tam se je spreobrnila. Med duhovnimi vajami reče, Prater, jaz sem verna, dajte me krstiti. Jaz ne morem kar tako sta. Koliko je stara? 78 let. Poglejte. Ja. Jaz ne morem kar tako krstiti. Ja, jaz moram biti dovoljenje, pa jaz nisem še obenega odraslega krstu. Jaz sem nekaj otrok krstu, jaz nisem nikoli bil na župniji, vem, da je priprava na odraslih. Vot je to. Pa sem pa videl, jaz pa šel, kako, ne, rekel, ti imaš dovoljenje, ti lahko. In potem imam posnel te formule pa razne, jaz sem se tako branil, ne. No, potem smo jih tam krstili. Naj bo tako doživetje. 25 udeležencev je bilo, vsi ljudje tam 7 let, ne. To se je pripravilo, obleko so jo kupili, venček, veš, kakšna lepota, kako je on, ne. Ja, tudi njo je pogovor noter imamo, noter, ne. To je že prej, ne, to je že napisano prej, knjiga je bila že lani, mislim, ne natipkana, napisana, tako da te slike v njej ni, je pa pogovor tudi z njo. Koliko je za vas pomembno, da ste se spustili na nivo teh ljudi, vi ste vendarle opravljali v življenju toliko pomembne službe. Bili ste toliko pomembna duhovna avtoriteta tudi, še zdaj vodite duhovne vaje okrog
po raznih krajih, poznana slovenska osebnost v slovenski cerkvi in tako. Ja. Pa vendar nekako ste se zlili s temi ljudmi. Je to pomembno za duhovnika, da se ne počuti pomembnejšega od teh ljudi? Od mene so vsi brati in sestre, kot je. Jaz se čutim enakega, ali visok, pameten, ne. Mene prihajajo škofje, vsi mladi škofje so pravzaprav moja učenci. šola, ne, to je ignacijanska duhovnost, vsa leta, ne. In meni je vsak človek enak. Tukaj pravi, vi niste nič večji, ne, tam, ki govori, ne, kakšni sto, dolga obleke se napravljajo, ne, pa neznosna brevija nalaga ljudem, sami pa niti s prstom ne tako govori o farizejih, pa ne pa teh voditeljih, ne, cerkvenih, tako veliko takratih, ne. Sami nič naredijo, vi pa ste samo brati in sestri. Samo en je vaš oče, samo en je vaš vodnik, samo en je vaš Kristus, ne, samo to, no. To, da za mene je papež, škof, navaden človek enak. Ne čutim tega problema. Je človek, ki nosi Božjo podobo, jo mu jaz ne dajem, toliko vreden, ni več vreden in manj kot jaz. Nič več. Jaz sem samo Božji sem otrok, Božji dete sem, zdaj sem staro dete, ne. Zdaj sem dojenček, ko sem bil prej dojenček, so me futrali, zdaj me pa starega futrajo, zdaj smo nekateri že možeš futrati, ne, hraniti, pitati po domače, ne. Meni treba že enkrat ne, se še sam hranim, ne, ampak je veliko takih v domih, ki morajo hraniti, ne. In to je isto dojenček. Iz katerih razlogov ste vi pristali v domu za starejše? Jaz se sam ne, to je Božja pot, ja bi rekel, lahko bi govoril, kako, takrat sem malo pisal, ne, malo kritiziral stanje v cerkvi, ne, vse sem vedno si bral, sem jih dosti potem dobil nazaj. In potem so odgovor na to, so ljubljanski duhovniki pisali v Reporter, ne, pa so se pozanimali, kakšen sem jaz po skupnosti izidskih, ne. In so potem pač rekli, so šli po skupnosti in so rekli, da sem težek tip. Sem težek tip, da sem težek za skupnost, da ne ubogam in tako naprej, zato sem jo poslajal. Tako oni noter, zdaj, tisti ljubljanski duhovniki razlagajo, koliko je pa res, ali so jim res povedali, so bratje, ki bi skoraj, vem, da nekateri, da sem težek, ne, težek. Vi ste si predvsem, se mi zdi, zmeraj prizadevali za resnico. To ja, zato pa boli. Kar je pravično. Ja, to pa tudi v cerkvi, ne? Ja, tudi v cerkvi, to pa niso prinesli, ne. Ja, cerkev pa ne dotakljiva, ne to. Zato sem pa šel takrat v Rim, zaradi, se nisem bal, leta 13. Ste obiskali papeža, ne? Ja, ste obiskali najprej tega za škofe, Marko Ueleta, ne, ki je kardinal za škofe, in potem drugi dan pa pri papežu. Ja. Pa to je vse na temelju tega, kar sem moral prej pripraviti, vse te, ker v meni so prihajali ljudje, jaz poznam ogromno 40 let ljudi, problemov Slovenije. Tako da vi ste se s papežem Frančiškom bratsko srečali, ker ste oba jezuita, ne? Ja, in potem še tudi od prejšnje knjige, če se vidi prve knjige, ki mi je potem za Zlato mašo napisal čestitko, ne? Ročno, sam papež, ne? Torej iz teh razlogov nekako ste vi potem pristali v domu? Tem razlogov so tam, ne, in jaz sem na začetku zelo težko sprijel, vse not pišem, ne, potem bra, ne, ker ta moja šefinja, ki je šefica, ona vodi ta dom, ne, jaz sem se zelo opiral, ne, ampak sem zaradi te pokorščine, kritizit, ne, ali, ne. Tako pomeni. Se vam zdi, da ste bili prej bolj svobodni ali ste sedaj bolj svobodni? Rekel sem, bo vedno svoboden, res. Če je človek notranje svoboden? Ne, jaz sem bil vedno svoboden, to mi ne. Potem, ko sem bil še v Ljubljani, sem bil v Rimu, pa sem nazaj, sem bil kritiziran, zakaj sem počel v Rimu od škofov, ne, glavni bil Kalovan, zakaj sem jaz šel dol, pa me klical sem rekel, najprijetno je, če nekdo poseže preko škofov k papežu, ja, no, to je to. Pa so me klicali na odgovornost, da bo neka konferenca, da bo nekaj posebej, samo zaradi mene, ko na konferenci jaz ne grem. Sem pa pripravljen pogovoriti. Sem pa še njim, sem me poklical, on je bil takrat v Novem mestu, pa v Ljubljani istočasno imel prihajal, sem pripravljen na pogovor. Na pogovor in sem mu povedal vse, kaj mislim v cerkvi, pa nič ni sprijel. Jaz sem povedal vse, kaj je negativnega, kaj ni dobrega, ne rekel, to ni res, in tako, ni sprijel.
In na koncu po tistem pogovoru... Imamo različne izkušnje in poglede, ne? Ja, on je rekel, da to ni res, jaz sem rekel, jaz tako doživljam, tudi če me ubijate, jaz bom resnico povedal, jaz sem že star, tudi če me ubijate, jaz se nikoga ne bojim. Jaz sem volj, že takrat bil svoboden, ne? Takrat sem bil še lepo v Ljubljani, ne? To je bil 50 leti, ne? Jaz vam čestitam za to hrbtenico, ki jo imate. Ja, to je Božji duh, to ni nič mojega, veš, to nič ni mojega. Jaz samo sledim Božjemu duhu, to pa res. To sem pa tako svoboden. Zelo, zelo potrebujemo takšnih ljudi. Ne, še sem tako svoboden, tudi če me papež obsodi, a pa me vrže iz cerkve, kako hočeš reči, ne. Sem svoboden, ker Božji duh je prvi. Ne. Zakaj je, pater, danes toliko ljudi, ki bi se kar prilagajali, so neki oportunisti, gledajo samo, kje bodo imeli korist, recimo, ne pa da bi resnično sami pokazali hrbtenico in se postavili za to, kar je prav. Ja, zato ker se ne poznajo sebe, kako so nekaj velikega, da je resnica prva, resničnost, ki jo živiš izpovedati, tudi če je negativna, če ti nekdo prisluhne, tudi če ti ne verjame, te posluša, ne? Mene ne verjame, mene so, recimo, teh stvari, ki so bili ti napisal, me nič ne verjame, da se jaz zmišljujem, razumeš? Da sem jaz mišljujem, kar je recimo naredil kardinal Rode z menoj v teh letih, ne? Ja. Ne verjame, da se jaz mišljujem, da jaz krivice, da jaz se ne samo zmišljujem, da obrekujem. In potem mora provincial se zaustavil, za mene se zauzel, ne, da me brani pred, ne, ampak istočasno pa reče, da se distancira, ker da to ni resnica, kar pišem. Ne. Da se ne bi tudi on zameril. No, zaščitili so vso brate, istočasno pa rekel, da se distancirajo, da to nič ni res. Ne, nazadnje, resnica nas bo osvobodila edina, ne? Ja, to nas osvobaja, mene to osvobaja, zdaj, če druge ne sprejme, to ni dobro. Jaz sem pa gotovo malo jezen, ne. Povem, da pač, kako to, da me ne verjamete? Ampak sedaj imate več miru, ne? Ko ste se malo distancirali, umaknili, tukaj v domu imate neki svoj ritem. Koliko si tu med seboj sostanovalci govorite resnico? Ali je treba biti zelo uvideven do teh starejših onemoglih? To, starejši preprostega poslušaš, zelo potrebujejo veliko poslušanja in ga sprejmeš tako, kot je ljudje mene sprejme, jaz ne govorim svoje problemeni, ne, jaz sem zato tam, da druge poslušam, ne, tako, ja, pa v spovednici pa pogovori, to ima toliko pogovorov, ne, nikoli še nisem toliko pogovorov, pa kot sedaj. Ja, letos toliko pogovorov, ne. So to tudi duhovni pogovori ali... Duhovni pogovori pa spovedi, vse so te prijatelji, ljudje imajo različne, ne. Večino imajo tako, da začnejo probleme življenja, potem pa vidiš tudi problem greha od zadja, pa preko nesvobode, pa preteklosti, povedo grehe, ki jih nikoli niso povedali. Ja. To recimo jaz vedno pravim, način spovedi imajo ljudje povedane, mučijo sebe, mučijo duhovnika, ni to problem, povej. Najprej se, kot pravi kardinal Martini, nas je učil, kako treba spovedovati. Rekel, prva je confessio laudis, to je priznaj, zahvaljuj se Bogu. Prvo, ko prideš k spovedi, se zahvali za Gospodu za življenje, pa je za par zahval, eno, dve, ne več. Pa druga točka je reče, povej probleme, confessio vitae, problem življenja, izpoveduj, kaj so tvoje probleme v družini, ali bolezen, ali nimaš dobre stika, to povej ne, ene, dve stvari. Tretja pa povej svoje ne grehe, ampak en greh, povej samo enega. Kaj boš mučil duhovnika, pa sebe mučiš, ja, grešni smo tako, ampak eden greh je pa ta glaven, in to duhovni greh, ja, ki rojijo potem moralne, preko male grehe, preko kako, ne. Iz tega, ne. Izgleda, da se včasih človek malo boji pristopiti k duhovniku, k sakramentu svete spovedi, zato ker si misli, da bo duhovniku verjetno kaj novega povedal, ne, ampak duhovnik je že slišal desetine in stotine grehov več, ne. Ampak ljudje se imate, govorijo, nisem bil to, ne, pustite to. Jaz rekel, kaj je vaš glavni, preko je 7 tako imenovani naglavnih grehov, ali včasih rekli, ne, težko preko, ali pa
ko je vzhodna cerkev, jih ima 8 celo, ne, oni začnejo s požrešnostjo, nečistostjo, mi pa začnemo ošabnostjo najprej, ne. To je pa nas Veliko delo opravljate, da pomagate tem starejšim ljudem. Ja, pa pove samo, jaz sem jezljiv človek. No, sem rekel, to je vaš narod, ja, pa to je vaš problem, bo ostal. Jezo, tisto, potem pa se jezite, to so tisti pa grehi, ta mali grehi, ne, jaz sem jezen, zakaj ste jezen? No, to je vam, no, zakaj ste jezen? Korenino problema, ja, to, samo to povejte, zakaj ste jezen. Ne? Kaj za svet, pa nisem, torej, glavni problem, kot reče Janez evangelist, on ne govori o grehu, ko Janez Krstnik vidi, zakaj reče? Kaj reče? Glejte, ta, ki gre zdela, to je jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta, ne grehe. In kateri greh je za Janeza? Kateri greh je za Janeza? Nevera. Janez ima samo nevera, nezaupanje v Boga, v Jezusa. To je temeljni greh za Janeza. Zato je samo en greh. Temelj greha je nezaupanje ljudi, pa mene, Boga pa ljudi. To je temelj. Pa so pa drugi grehi, ne? Pater Jože, stari človek se lahko pogosto čuti odvečnega, nepotrebnega. Koliko svet danes potrebuje stari ljudi in zakaj? Svet jih ne mara. Svet kot svet. Trudi se jih odpraviti. Jasno, zato... Tudi z evtanazijo sedaj, ne? Ja, evtanazijo sedaj, pa tudi domovi kot ena rešitev, ne? Rešitev... Da se jih odloži, ja, odloži. Vsaj na stari sami več ne more, doma ne more več biti, ne? Tudi jaz ne morem več biti pri izvitih, ne, ker sem star, mislim, da se drugi sobrati niso več... Ampak kakšna je resnica o tem, ne? V resnici se ne odloži starega človeka v dom za ostarele, ne? Ja, se ga ne odloži, končno gre za tja, da živi zdaj tisto preko polno življenje, kot sem prej govoril, ne? Da je zdaj tisti čas, ko on lahko razmišlja, kaj je vse naredil v življenju. Kaj se in se ljudje pripovedujejo in se veselijo tega, ja? Se veselijo in pomagaš jim to. Pa prima obiske dobijo, pripovedujejo se, pogovarjajo, ogromno obiskov je. Dopoldan imamo bolj svoje dejavnosti, ne, aktivnosti, popoldan pa so pa obiske, ne. Ogromno pridejo ljudje. In se tako, oni zelo dobro počutijo, če pride domači. Česa si stari človek najbolj želi? Kaj najbolj potrebuje? A veš kaj je? Pozornosti, poslušanja. Poslušanja. Ja, poslušanja pozornosti, osamljen se naj boji, da ni sam. Zato bomo mi toliko te razne dejavnosti, pa sečavanja, pa povabimo kakšnega gosta, pa kakšne skupine, da nam zapojejo, pa da delajo v hiši krompir, lupijo čebulo, lupijo, tudi take aktivnosti, pa jabolka lupijo. Pravzaprav ste zelo zaposleni, ne? Zelo zaposleni, dopoldan smo zaposleni. Dopoldan sploh? Ja, sploh. Potem je najprej k maši, ogromno pride k maši ljudi, ne? Potem po maši je telovadba. Čudovita po telovadbi je pa neka aktivnost ali pa neka igra, tombola ali pa imamo recimo te razne, imamo tako imenovani benda skupino, ne, točemo po bobnih, torej bobnih pa imamo te kohovnice rimske, rimske, pa točemo, ne. Pa ona je ena gospa, terapeutka vodi, ne, ob glasbi, recimo razne, kaj so tile, polke, ne, avstronike, pa točemo, pa to, pa ona dirigira. To je take stvari, ne, pa igra, razne igre, tombola, ja. Pa nekdo pride, smo imeli recimo, kakšne skupine pridejo, otroci pridejo nam zapojo, pesmi, Božič, jaz sem zdaj tudi moral Miklavža igrati, za celo skupnost, ne, to je zelo naporno, vsakega obdarovati, priti v sobo, pa Miklavž moraš obleči do obleko. Je kar naporno, ne? Zelo naporno, 3 ure dopoldan, pa še zvečer sem imel za te otroke, teh naših upokojencev, ki delajo v službi, sem imel za njih, za otroke 10-letne obdarovati, si prišli najbolj luštno, so prišli k tebi, pa si jim dal. Prej ste dejali, da nekako vam je bilo težko iti težko, ker sem navajen, vse, kar človek dela... Kaj pravzaprav doživlja človek, ko vstopi v dom za ostarele? Česa se najbolj boji, morda? Veš kaj, to, da si zavržen. Da si te zavrni. Nikogar ne pozna, ko pride, ne? Nobenega. To je tako težko. Eni imajo toliko problemov
Ja, se je ena gospod, ki je prišla za par dni, pa so se tja usedel k njej, sem rekel, sem duhovnik, ki je prišla tam sedela, pa, no gospa, kako si, ja, pa ste duhovnik, pa, no sem rekel, kako pa se počutite, ste vi, kako ste pa stari, ja, prej, jaz pa nisem stara, pa je imela že 80 let, ja, nisem stara, ja, pravi, veste kaj, starosti so 3, kako to? Ena starost je, ki piše, ja, druga starost, ki druge mislijo, tretja starost, pa to, kar jaz življam prav srce. Jaz nisem stara in ni zdržala. Jaz ne spadam v to hišo, ker nisem stara, pa je imela in ni zdržala in šla. Je odšla? Je odšla, jasno. Kaj je tu najbolj pomembno? Tudi osebje, verjetno, kakšen vtis da tistemu, ja, se je tako zelo fini, veš, tudi, ampak ona ni sprejela, da je to, da so jo poslali sem, da so jo odpovedali to. Čez da so jo zavrli, ne, ima tak občutek najprej, da so se me znebili. Eni se toliko časa s tem ukvarjajo. Pa z leti sploh človek verjetno vedno težje zapušča neki ustaljeni prostor. Doma je imel svoje del. Zdaj pa potem, ko pride pa samo, kako je joka, kako je tista moja kamera, v kateri sem živela, pa moji tisti maček, ki zdaj ostal sam doma. Pa se joka, pa tam po poslu, pa pridem tja, gospa, kaj je? Ja, moji mački, pa moji ja, gospa, sej, moramo na zajtrk, pa se me razveseli, pa tako, pa malo že skleroza, razumeš, pa spet se prije, pa pozabi že, kaj smo, ne. Tako da nekako imate posebno pozornost za teh ljudi, ki pridejo na novo. To pa, sploh. Da bi se dobro integrirali. Ja, to pa sploh to taka pozornost, ne, pa da čim več obiskov dobijo, ne. Direktorica vašega zavoda meni, da je biti star privilegij. Ja, privilegij, kaj pomeni privilegij? Biti star, kot sem že prej rekel, privilegij, toliko veš, toliko je bilo dano, toliko si videl, toliko si slišal, to je res privilegij. In zdaj, če nekdo zna pisati, ne piše, kar je doživljal v te leta, kot se jaz skušam napisati, leta. Jaz sem kar pisal knjig, ne. Že pri 80 let sem začel prvo knjigo napisati, ne, ko sem bil Zlatomašnik, takrat sem bil 80 let star, ne. Ja, sem napisal prvo knjigo, ne. Do sedaj ste napisali že, mislim, da 4-5 knjig, ne? Ja, zdaj ta tretja, da, pa že prej sem, ampak tisto ni toliko pomenilo, da sem zdaj začel pisati, ne, na stari dan, ko nisem mislil, da, ampak pod pritiskom notanim in tudi ljudje pričakujejo, ne. Ta urednik mi on že kar določa, kaj ne pišem, mislim, o čem, ne, in ko to bo knjiga pravi, to je tabu tema, dajte napisati nekaj o domu, kjer vi živite, kako se živi, ne. Dajte nam malo, pater Jože, predstaviti, kako izgleda vaš običajen delovni dan v domu. Moj osebni. Jaz vstanem ponavadi okrog 5, pol 6, najskrajni čas, potem vstanem, ja, lepo, in se oblečem in grem ven. Vzemam palce, imam jaz nordijsko hojo, grem ven in zdaj sem pa ugotovil najbolj, če se ritmiko uporabljam. Da zdaj hodim pa ob glasbi, skušam teči, ne tako, držim pa grem, ne. Imam tako glasbo, špansko, zelo lepa glasba, potem v ritmu hodim, ne, in je pol ure. Pridem nazaj, sem malo potem, ne, pa se grem se vkopati. Vsak dan se vkopljam, vsak dan potiš. In potem se treba pripraviti na zajtrk, ker smo bili take stvari, zelenjavo, pa kakšno česen, čebulo, korenček, tako se pripravim za sabo. Že za zajtrk? Ja, nekaj zavozno, tako vzamem, ker imam rad teh stvari, tam ne dobiš, ne, tam dobiš tisto pa že v škatlicah, zelo dobre stvari, ne, pa kakšne namaze, če želiš, pa... Koliko časa hodite zjutraj? Zjutraj zdaj kar redno pol ure, redno. Intenzivno. Tečem intenzivno, ne. To sem prišel po te, ker prej nisem več mogel hoditi, nisem več mogel, sem čisto hendikepiran, pa operacije, pa sploh sem operiran, nisem več mogel hoditi. Tak revež sem bil. No, potem pa po zajtrku pa ob 9 maša. Ob 9 maša in po maši grem k telovadbi, skupaj z njim v telovadbo noter, to je telovadbe sede. Na sedežu, ne, ena terapeutka, ne, vse te vaje, čudovite vaje z rokami. Tako, 1, 2, pa tako, gor, dol, pa te vaje skup,
pa to vrtenje, potem pa To je odlično, ne? mlinčka gor, pa dol, me boli, tako je, pa ne more, pa ne more, ne, eni še počasi začnejo, ne, tako, pa noge, tako, pa sem, pa tja, pa gor, vse na sedežih, ne. Če se starejši človek zapusti, hitro zakrni nekako, ne? Pa telo teži k zakrnitvi, ne gibanju. Ja. To je taka čudovita igna. In kaj potem, po tej telovadbi? Po tej telovadbi imamo pa ta delovne stvari, ne. Lupljene čebule prinesejo en dan, jabolka lupljene, ne. In to pa kar dolgo traja, jaz pa potem to ne delam, ampak ob njih kakšno glasbo navijam, pa skupaj pojemo pesmi, jaz rad pojem ljudske pesmi, ne. Tako radi poje, veš, ob tem, ne. Pa ima zaplešam okoli njih, pa vsem taki, nekateri, ki mislim, da čist nič zna pet, pa ko poslišite ljudske pesmi, pa se kar razveseli, ne. Potem še pa vidi duhovnika, ki pleše. Ja, to pa gleda, pa se začel smejati, ko vidim, da plešam, veš, in oni pa to delajo. To je moja naloga zanj, da jih razveselijo, ne. Razveseljujete, lepo je. In pa je pa že kosilo ob 12. Po kosilu grem ponovadi počivati, hitro, jaz sem tak tip, če nekaj pojem, sem takoj zaspan, veš. Plenus venter. Je non libenter, študiti non libenter, ne študira rad. S polnim želodcem ne moreš dobro študirati. Ja, se Ignacij rekel, nikoli ni pustil po kosilu študirati. Ignacij določil 2 ure, nekod me teljaje siesta, ne, po kosilu, mirno, ne dotikaj se. Ne. Tudi pri vas je tako verjetno, ja, po kosilu potem. Večinoma gre počivati, ne, po kosilu, ne, ob 3 naprej ima pa obiska, prej ne bi bilo, ampak ljudje že pridejo takoj po kosilu, ne, ob 3 naprej ne bi bilo mir, ne. Dobro, pa je. Kaj pa potem popoldan vidi? Ja, popoldan pa jaz, kot sem rekel, ima počivati, potem grem pa na tricikl. Na tricikl? Ja, nimam cikl, ampak tricikl, ker mi niso dali, da zvane bicikla nisem smel voziti, več, ker sem pač negotov bil, zaradi bolezni pa to, operacije, pa sem pa prosil, če lahko dobim tricikl, so bili vsi proti. Vsi. In zdravnik, in šefinja, in moj predstojnik. Zakaj pa ne? Ja, pa sem rekel zdravniku, zakaj pa noče, da vzamem? Ja, noče obe odgovornosti za vas imeti. V redu. Kaj pa kot človeku, a to lahko, to pa lahko. In jaz takoj s svojim prijateljem vročim v predvor, tam imam prijatelje, takoj drugi dan me pripeljejo tricikl. Ste pazljivi dovolj? Kaj? Ste dovolj pazljivi sedaj na vožnji? Veš, pa sem pa tricikl sem pa naučil, to je pa tako čist nov način vožnje. Včasih sem mislil, da sem nam naučil. Jaz sem videl, padel, sam veš, čeprav tako gotovo, vsak drug način ti si moraš prilagajati, ti ne vodiš bicikla, ne, kot prej ti pri navadnem biciklu ti vodiš, ne. Od zadaj sta vzporedno 2 kolesi, ne? Ja, od zadaj 2 kolesi, to je tricikl, ne. In zdaj te moraš pa ti tako, ko se približaš, boš že padel, pa ne boš padel. In mislim, nisem jaz moral, da sem to v glavi spremenil, ne. In zdaj pa uživamo v biciklu, zdaj lahko obiskujem sosede, te naše, te, ki so v domu, njihov domače obiskujem. Ja. Pa Arona. Arona, ja. Ja, Aron, moj prijatelj, ker sem bil bolan, sem to opisujem tudi, ne, kako sem doživljal tole bolezen, kaj že je, COVID, ne. Yeah. In mi ni bilo mesec dni pri njemu, ne. To je nekje na terenu, pes, ne? Ja, pes, Podpeče, sosedna vas. Aha. Ja. Jaz sem vedno kaj nesel, ne. In pa mi pa ni bilo mesec dni, in ko pridem nazaj, vidi, začel je jokati, nikoli v življenju nisem videl, da pes joka. In oba sta jokala, gospa gleda, kako mi je jokala. Se vas je razveselil, ne? Ja, razveselil, tako jaz sem rekel, ne mogoče, pa mi je pa tako bložal, kaj sem pa vse grehe. Nosili ste mu priboljške? Ja, jaz sem pa vse grehe do živali čutil, da sem kriv, nisem pa žival tako, samo tiste, ki dela, pa če ne pa udariš, ne. Pa sem prav čutil te grehe, kako sem z mojim psom doma delal, ko sem ga tepil, ne. Ker je imel jajčka, kura nosila jajčka noter, in pa sem jaz tako rešil jajček vzel, pa ga natepil, ne, pa je pa kura naprej nosila, pa več ni jajčka jedel. Ko ste bili še mali, ne? Ja, ta greh je prišel na dan, veš? Kak sem jaz grd. Ta greh iz otroštva. Neverjetno. Pater, težki čas ste tudi preživeli tukaj v domu, ne? Predvsem v času korona krize. Ja, težko je bilo, jasno, sej.
To pa čisto, to pa misliš, da je konec s tabo, ne? Ja, konec, ne. V sivo cono? Najprej siva cona, pa zunaj so naredili kabine, ne. Tam jih je bilo za 8 ljudi bilo, pa je pa hiša mislim, kabine je premejne, pa vsa hiša zbolila, ne. Vse je bila rdeča cona. Ja. In pa tam, ko sem jaz ozdravil, sem pa šel nazaj v sobo, v svojo lastno sobo, nisem smel ven, ker je bilo še vse bolno. In nisem me spustil ven, na zrak. Sem se toliko boril, da sem jaz pridobil skrivanje na pot, da sem ven, lahko prišel za kakšno uro ven hoditi, ne. Ja, to je bil tak strah, tak napetost. Z njihove strani problem, oni so čutili, da so nemočni. Jaz sem čutil, da nemočni. Vsi smo bili v neki grozni situaciji, zaprtosti, strahu, ne. Te noter do popisil, ne. Ampak vi ste vseeno, tudi če ste bili sami bolni, pomagali vašim sobolnikom, da tako rečem. To pa v domu. Jaz sem tu bil toliko sposoben, da sem lahko hodil, ne, oni pa niso bili sposobni večinoma, ti so ležali, ne, to so pač, starejši ljudje so večinoma niso sposobni hoditi. Jaz sem pa še bil, da sem pa lahko pomagal tudi, bodi si pri hrani delil noter v tem, ne, pa smo pač tam živeli, ne. Vam danes koristijo kaj vaše velike izkušnje iz Jugoslovanske ljudske armade, ko ste bili bolničar, ne? Veliko, jaz sem bil bolničar tam 2 leti, ne. Potem sem prišel v Ljubljano, ki izuitam v noviciat, sem bil 2-letni magistr, tam vse sem dejansko, pa je Cvikl prišel in Cvikl pa je prevzel za menoj, ne, oziroma je Cvikl, ki je bil hrvaški provincial, sem že pozabil, ni bil Cvikl takrat, hrvaški provincial, Kušar, ne, je prišel v noviciat, pa sem mlajši prevzel, pa sem se veliko, ogromno izkušal sem, kar se bomo pomagali, ne pa še zdaj, ne. Tako da znam tudi, se razumem, kakaj sestre, medicino pa zdravila pa tako, to ni problem. No, povejte nam, kako je bilo, ker se vam je tam v sivi coni najprej pridružil vaš sostanovalec, ki vas ni maral. Ja, jaz sem pač, možda, če smo ljudje, v naši skupnosti so verni, so neverni, so drugoverni, kaj drugače. Vas kot duhovnika ni maral, ne? Ja, duhovnika, ne. In on mi pa nekako vedno, se tam je sedel pri mizi, sem ga pozdravil, ni hotel nič ozdravljati. Pa sem rekel, sem pa ga pustil na miru. Pa sem pa jaz prvi zbolel v skupnosti. Vidimo tudi spodaj sivo cono, ki je v hiši bila, so 2 sobe bile, čez 3 dni pa on pride. Pa je preklinjal, je tako klev. Jaz sem rekel, prosim, da ne kovneš, prosim te, ne. Ja. Če nisi veren, ampak prosim, pri moj ne kovni, pa ne ponižuj Jezus pa Marije. To pa ne, je tako klev. No pa se ti se sprejel, veš? Se je sprejel. In ni več preklinjal. Ne, ni več preklinjal. Ni pa sem rekel, veš kaj, jaz bom pa tle, ker nisem sabo, sem imel hostije pa vino, edino to sem imel sabo, kar druge stvari pa nisem imel sabo, pa sem pa in na posodice našel za tam maševal, ne. Sem rekel, a boš primašal? Ne, izginil, ni hotel biti slišati o maši. Sem rekel, lepo bi, če ti pomanj, ne. A nisi veren? Ja, bil sem krščen, pa tako naprej, pa tako naprej, ampak jaz nisem nikoli namaral duhovnika, veste, kakšne so kakšne ste, vse grehe je naštel, kakšne duhove zlorabe, pa vse je vedel povedati stvari, ki jih je vedno, moramo se kaj vedel, ne, se ni bil več mladenič, je bil pa tak vodilni zidar, imel svoje podjetje, in tako je bil zelo, kot se tiče, da je bil zelo dober človek, tako dober, kot se tiče delavec, ne, vodilni, ne. Ampak kot človek je pa bil, ne, ni maral duhovnika. Kako naporno je lahko s takim nevirnim človekom, ne? Ja, naporno, ampak jaz sem pač potem sprejel situacijo, kaj je, ne. Ne. Sem bil tudi pozneje, zdaj včasih, zdaj tudi mi ni maral, sem prišel mimo, 2 sta bila v eni sobi, pa en bolnik bil, ki sem večkrat prišel k njemu, so sorodniki rekli, mi ni odpustil, sem prišel na vrata, 2 sta bila v eni sobi, bi ven pognal, bi hotel pretepst, pa sem podobril, jaz sem šel ven, ko ni bilo, pa sem šel k njemu, da sem ga lahko obhajal, pa tako ni odpustil, veš. Tako besen bil na mene, ne, kot duhovnika, ne mogel videti, jaz sem rekel, kaj pa ne, sem rekel, pusti me, jaz se ne pridem k tebi, ne, jaz sem prišel k njemu, ja, ne, zginite, da vas to, ne, in veš, sem mu hotel dati, pa sem šel predstojnici povedati, je rekla, pa ne hodite tja, ne, treba ljudi narešiti, ne hodite tja, ne,
ko ga ne bo v sobi, takrat pojde, tako sem pa reševal problem, ne, da sem videl, da ga ni noter. Ja. No, tako je, ampak ta prvi je pa vendarle se malo približal potem Bogu, ne? Ta, ki je prišel k vam v sivo cono. Ja, se je približal na vse, ampak tako, ne, veš, on je vidim, da je malo že bolan, ne, da zdaj malo išče, zdaj pa, veš, zdaj pa reveš na vozičku, ne, in jaz ga že pozdravim, rečem dobro jutro, pa me pogleda, pa reče dobro jutro, nekako, ne, se je omehčal. Zdaj sem prav se rekel, hvala Bogu, kako Gospod, toliko sem trpel, no, zdaj sem pa vesel, da neki odnose so med nami, čisto človeške, ne. Lepo, lepo. Pater Jože, kakšno mesto ima v vašem življenju glasba, predvsem narodno-zabavna glasba? Zasledil sem, da zelo radi poslušate Avsenike, tako kot jaz, in Slake, recimo. To pa res. To sem pa že kot otrok doma plesal, ko sem v Mečkem sredine radio, sem je pri sosedovih, ne, iz Koroške, to je bilo po vojni, ne. Koroške sem edine, sosede sem in radio, ga je, mama se je poročila, tam soseda se je poročila z enim Nemcem in so dobili tak radio in so ga imeli tam na zjutraj, pa so poslali iz Celovca, ne, in jaz sem gor leto, veš, in se plesal tam od spodaj, ne, in so rekli sosedu, ta bo velik plesalc. Ampak tu ste sedaj v domu malo preizkušali te stanovalce, kako reagirajo na takšno glasbo, ne, takrat, ko so nekako deprimirani, ko ste zavrteli takšno glasbo, so vendarle se dvignili nekako in... Ja, oni imajo zelo radi poslušajo glasbo, neverjetno. Ja, to pa. Jaz pa tu spal, recimo, jaz petek zvečer ne smem izgubiti, petek zvečer. To je za mene... Po televiziji poslušate? Ja, vedno, to moram, petek zvečer za mene vse. Uživam v glasbi, veš. Vse, če je klasična, recimo, če je Avsenik Blaž, recimo, kaj je že Blaž, Avsenik, ne, saj Blaž, a ni? Aleš, kaj je že? Blaž, a ni? Saša Avsenik. Saša, to njega, ne, recimo, mi je tako simpatičen, ne, pa zdaj ta njihova, ne, pa sploh Avsenike prej, ne. Počasih zavrtim neko, tam imam tisti ojačevalec, ne, ko delajo, ne, potem pa zadaj poslušajo to glasbo, ne, verjetno. Pomeni, je to nekako tudi za vašo dušo, ne, čeprav ste tako velik duhovni voditelj, pa vendar glasba je za vas tudi... Glasba je pravzaprav najgloblja Božja govorica za mene. Glasba, ja. Poslušate tudi drugo glasbo, klasično recimo? Tudi, sploh, jaz sem tu. Za mene je glasba vedno vse bilo, zato da sem sam pesmi, seveda v prvih knjigah sem napisal, celo imam razne melodije, celo mašo, imam svojo mašo, pa tako naprej. Pa himno sem napisal, veliki tudi pojejo, drugače nekaterih se peli, ne, v redovnicah raznih, ko so obletnice, himno vere, ne, ko to zelo spada kakšno obletnico, ne. Zasledil sem, da vas je osebno tudi zelo prizadela vojna v Ukrajini. Nekako ste podoživljali tiste čase iz druge svetovne vojne, ko ste tudi sami bili še majhen otrok, ne? Ja, to je pa že prvo tisto pričevanje enega fantka, ne, to se mi toliko prizadelo, ne. In sem čutil, ne, pravzaprav, kot da bi svojo zgodbo slišal, ne, se spomnim, no, to pisujem, ne, potem to, ker sem se spomnil, ko je ta govoril, babica mu govorila, ne, on govoril svoje babice, kaj, pa njegov brat mu je povedal, da je vojna, pa je pa on rekel, ne, da... Kaj se je vam zgodilo? Ja, pa sem pa povedal, ne, tako, ja. No, napisam od prvih stranih manj, kaj so z nami naredili doma, ne, ja. Ko je mama morala očeta izdati, pa je bila noseča, ne, če ne bo izdala, nas bojo hišo zažgali, pa vam poslali, ne. In pa je pa očeta izdala, takrat 44 leta, na koncu so prišli. Jaz sem bil takrat star 6 let, sem vse to doživljal, ne. Kako so prišli, kako so nas... Tako da ste očeta še zelo dobro poznali, vi? Sem poznal, ja, dobro, ne. Zelo dober oče je bil, ne, tako sem ga rad imel, ne. In to so nam odvzeli, takrat je potem utrpljenje, ne. Ste ga zelo pogrešali v življenju? Zelo. Ja, se je povedal, me manjkala očetovska figura, ne, pozneje, ne. Ja, ampak potem vsi reče, da sem oče drugim mnogim, ne, tako reče, da sem očetovski tip, ne. Ampak to sem dobil, tudi očeta, ne. Čeprav pa potem mama vzgojiteljica, celo življenje sem se ni poročila, nobenega. Pa 4 sestre sem jih vzgajale, ne. Tako sem v ženski družbi bil in to sem vedno imel cel kup vzgojiteljica. Zato sem tako ne pravim, dosti manj sem osvobajal žensk, veš, kar se tega tiče.
hoče komande imeti. To se pa jaz sem 14 let šel od doma, pa nisem več obene komande imel. Sem šel malo semenišče v Pazin, ne, in tako ne, pa sem šel v Limenat, pa sem bil preizvitelj, tako da sem bil svoboden bil teh vplivov, ne. No, ampak zanimivo, da ste v tej knjigi Lepo je biti star posebno poglavje namenili tudi mami z naslovom Kje je moja mama? Ja, to pa stalno bom. Kje je moja mama? Kata ni, kje je moja mama? Mama mi ni, mami ni, kar naprej ponavlja. A ja, vaša sostanovalka. Kaj? Vaša sostanovalka. Ja, tu stanovalka pa tam, ki igra, kar naenkrat začne govoriti. Pa v cerkvi tudi kapela, če mame ni, mama je, ne, razumeš? Pa sem mislil, gotovo mame, vloga mame, jasno. Starejte pa sploh. Vsi govorijo o svoji mami, ne. Zanimivo, vsi govorijo o svoji mami. Vi ste imeli zelo grenko izkušnje tudi sami, ne, glede vaše mame. No, grenko v smislu, ker je zgodaj odšla. In nenadoma, ne? Iznenadoma, pometne sreče na eni novi maši, ki so vračali, sestra je zaspala in je sta ceste dol pred domom, že ceste dol v neki stransko pot, Makadam, in tam bil hidrant, ki ima na tisti strani dvakrat z avtom hidrant zadela in je skrvavela, ne, mama direktna. Jaz sem pa ran takrat bil v domu duhovnih vaj, so sestra in duhovne vaje po noči ob enih telefonirajo, da pač mama odšla. Ja, tako. Moj dom je tudi vaše posebno poglavje. Kje je pravzaprav človekov dom? To je. No, dom, kjer si, ne. Jaz sem tokrat spominjal domove, ne. Tem, kjer se dobro počutim, to je dom. Tam, kjer se dobro počutiš? Ja, to je dom. Ja. Se vi sedaj tu počutite doma že v tem domu? Zelo. Ne bi še nikamor več. Ampak če moral jeti, bom pa šel, ne. Ker vsake 10 let sem bil nekam drugam poslan, recimo. Točno 10 obletnice, okoli 10 let, ne. To mi vsake 10 let pomeni, ne 6krat sem bil že predstavljen, 6krat, 7krat, ne. Vsake 10 let, ker sem v družbi Jesoj, ne. Kaj pa vaša povezanost s tamkajšnjo župnijo? Vidim Dobrepolje, imate izjemnega gospoda župnika Franca Škulja. Ja, to je pa moj velik prijatelj, skupaj so posvečena bila, veš. Izseletnik, ja. In on je že tam 52 let župnik in veliko je imel duhovnikov, pomočnikov, zdaj pa vedno manj duhovnikov, zdaj reveč sam in letos mi je prosil, da sem spovedoval, ne. Mu pomagate? Ja, pomagam. Sem pomagal lepo, ne. Zelo vesel. Mislim, da je to ena redkih župnij s takšnim župnikom, ki je imela v zadnjih desetletjih toliko duhovnih poklicev. Zdaj imajo še 3 sestre. Vsak dan imajo 3 sestre, veš, nove, veš, 3 imajo, veš. Vse 3 so, dve rodne sestre sta lani imeli, ena je imela lani za obljube tukaj v Nazarih. Res? Ja, dve rodne sestre, pa še ena druga, ki pa že prišla. Pri Klarisah? Ja, Klarisah so, ne? 3 so z našega, to mlade. Neverjetno. Ja, No, zanimivo mi je to, da v vaši župniji vidim Dobrepolje, še kar naprej vztrajate z gospodom župnikom, da imate vsakodnevno adoracijo čaščenja Najsvetejšega. Ja, zjutraj imajo, ja to, ponedeljek je čel posvečen, drugače pa ne. To je nekaj posebnega. Ja, nekaj posebnega, ja. On ima tako urejeno, pa tudi naše, kakšen z doma gre tja, ne, ki je sposoben še hoditi, ne, tako da. Mislite, da tudi zato toliko poklicev duhovnih? Ja, verjetno, nekaj mora biti v zadju, neka duhovna sila, ne. Duhovna sila je v zadju, ja. Presenetilo me malo, da ste eno zadnjih poglavij naslovili Naše edino delo je jelo. To pa res. Kaj to pomeni? Zakaj ste dali takšen poudarek jedi? To je bistvena stvar pri nas. Veste, človek se rodi, začne jesti. In to hrepenenje po hrani je temeljno. Z tega živimo, od hrane živimo, iz materije, iz zemlje živimo, nosimo zemljo vase in postajamo zemlja. Naučili smo se, prvi nagon je nagon po hrani, drugi je spolni nagon, ne? No, ampak glavno je po hrani. Hrani, to je tako močno, začneš in do smrti ne nekaš, ne? In to ne samo enkrat na dnevno, povečkrat, pa vedno bi nekaj jedu, razumeš to, ne? In da moraš potem to nekaj red imeti, ja. Ampak to je, edino delo je jelo, kar smo sposobni delati. Ja. In zdaj, če to veselje, če ljudje uživajo, to jaz tudi uživam v hrani. In z njimi, veš,
O, kako je dobro, joj, pa veš še to, ne, pa čakamo, kaj bo za kosilo, že pogledamo, imam tam meni, veš, se že pogovarjamo, kako je za kosilo, to, da nimam tako rado. Po drugi strani je pa to neki dober znak, ne? Ja, znam. Vendarle, da imate apetit, da se dobro počutite. Apetit pa imamo, veš, to pa, dokaj ima človek videti, ne, edino, to je največ veselja ob hrani, največ veselja ob hrani. Ja, neki ljudje so se vam pridružili, sostanovalci, samo zaradi tega, ker je v vašem domu tako dobra hrana, ne? Vedno sveža, dobra, preprosta, bogata, in res, In če imaš kakšne želje, tudi spomni neke želje, recimo, ne imaš kaj posebnega, diabetiki, sploh tisti, ki imajo posebne, take dobijo kaj posebnega, ne, to je naslov, veš. Potrebujete vi osebno zase kot duhovnik še kaj posebnega, vendarle je to ena velika odgovorna služba, okoli 70 ali 77 stanovalcev je tam, ne, vaših sostanovalcev v tem domu, vi še vodite, sodelujete pri vodenju duhovnih vaj v različnih krajih, pa tudi sami za svojo dušo se še udeležite kakšnih duhovnih vaj, ne? Ja, vsako leto, letos se nisem, oziroma tem letu nisem uspel, jaz sem pa vsako leto šel, tudi se že tu bil, ne, redno. Imamo sobratje, imamo skupne duhovne vaje, letos se jih bo vodil nadškof Turenšek, tako bo se udeležil, ne, ker je moj prijatelj, ne, njegov duhovni voditelj sem njemu, ne, in tako sem udeležil njegov, bo govoril prav o tem dokumentu, o stanju družbe Jezusa, ki je zdaj nastal dokument, ne, in bo on to preštudiral, pa bo malo duhovno, tako, ne, ja. No, vidiš, tako. No, lepo. Ja. Želimo, da se imate še naprej lepo, pater Jože, v tem domu. Vidim Dobrepolje, zavodu Svete Terezije, ne? Zavod Svete Terezije, ja, male, ja. Je to civilni dom? To je cerkveni dom. Ni škofijski, ni Caritas, ampak privatni, župnijski. No. Privatni župnijski. Ja, to so sestre Svetega križa, pravzaprav njihova zasluga, Svetega križa iz Male Loke. Tako da se pravzaprav lahko trudite za to duhovno noto, da vlada neko duhovno vzdušje tudi pravo v domu, ne? To pa. Kajti vse povsod ni tako? Gotovo ne, vse to slišim, ja, vrsti kaj te stvari, kako ravnajo, pa kako so v samem. Ja, kaj naj vam za konec rečem, da vam čestitam res za to izjemno delo, ki ga bi sam osebno zelo priporočil. Sem ga natančno prebral. Priporočil ne le ostarelim, starejšim, ki razmišljajo o domu za ostarele ali komu, ki je onemogel, recimo že, ampak tudi mlajšim ljudem. Kajti zasledil sem, da je pri vas tudi oseba, ki je, mislim, da 35 let bila stara, ko je doživela možgansko in srčno kap. Točno, ja. In potem pristala v domu za ostarele. Ja, kako hitro pravzaprav se lahko to človeku zgodi? Zelo hitro, ja. Ker danes si, jutri te ni, ne, enkrat se dogodi nekaj, ker ne pričakuješ nič, ne, vse je nepričakovano. Ja, vse pa z nekim namenom, kar se dogaja. Pazite nase na vašem triciklu in ko se greste nordijsko hojo. Ja. To je tako lepo. Hoditi je nekaj najlepšega, zato bo prav naslednja knjiga o hoji. Bo naslednja knjiga? Ja, že pišem. Takrat se ponovno vidimo v našem studiu. Prav? Sem živ še, ne, na tem svetu. Bom nekje bom, veš. Upamo in molimo za to, da se spet srečamo. Zato, ker najlepša hvala, da ste prišli v naš studio. Vse dobro. Tudi vam, drage gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Res hvala vam, da smo smeli biti skupaj, posebno z mojim prijateljem, ne, ki me vedno tako rad povabi, da kaj lepega se pogovoriva, ne. In hvala, da smete biti, da smete živeti, da smete dihati, da smete jesti, se veseliti življenja. Ja, življenje je velik dar, neprecenljiv dar. To je lepota, ja, ki je enkratna, ne, uživaj življenje, živi v polnosti. Jaz si rekel, prišel sem zato, da bi imeli življenje, pa nekaj tako, v polnosti pravi. V izobilju, ne? Pa ne neko bodoče življenje, pa zdajšnje on govori. Pa še samo eno imamo, ne? Točno, zato ga je škoda zapraviti za kakšne neumnosti. Prav, najlepša hvala še enkrat. Srečno.